Pojavljajo se nove podrobnosti o številnih pogovorih med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in premierjem Benjaminom Netanjahujem, potem ko je izbruhnil konflikt med Izraelom in Iranom, prvič po začetku premirja v začetku aprila. V pogovoru za BBC naj bi Trump zanikal, da bi ga Netanjahu kljuboval s tem, ko je odredil vojaški odziv proti Iranu kot odgovor na raketne napade na Izrael. Rekel je, če mu jaz kaj naročim, to tudi naredi. Zdaj pa gremo k Jonathanu Javorju, mednarodnemu političnemu svetovalcu in nekdanjemu višjemu svetovalcu zunanjega ministra Gideona Sarja. Dobrodošli, gospod Javor. Kaj menite o tem nedavnem, pogovoru oziroma teh nedavnih pogovorih med predsednikom ZDA in Benjaminom Netanjahujem? Ali menite, da ima eden od njiju dejansko glavno besedo oziroma zadnjo besedo nad drugim, ali pa gre zgolj za normalen odnos med dvema politikoma? Dober dan. V bistvu je to del stalnega odnosa med tema dvema voditeljema. Morate se zavedati, da sta tako predsednik kot predsednik vlade dejansko zelo povezana. Tesno sodelujeta glede Irana, odkar se je predsednik vrnil v Belo hišo. Imela bosta nesoglasja, kar je del vsakega odnosa. Ne bi šel tako daleč, da bi rekel, da je predsednik vlade kljuboval predsedniku. Trenutno lahko vidite, da Iran poskuša ustvariti situacijo, v kateri skuša Libanon povezati z Iranom, česar Izrael preprosto ne more sprejeti. Ne glede na to, ali ste za Netanjahu ali proti Netanjahuju, je to položaj, ki ga Izrael ne more sprejeti. In kot posledica tega je moral predsednik vlade ukrepati, ali je ukrepal dovolj, ali je šel dovolj daleč, čas bo pokazal, a zagotovo to ni bilo kljubovanje predsedniku. Šlo je preprosto zato, da se iz vidika odvračanja Iranu jasno pokaže, kje so rdeče črte, ki jih Izrael ni pripravljen prestopiti. In šlo je zato, da se pokaže izraelska moč. In kot je Izrael počel skozi celoten ta konflikt, tako da je razdruževal in razstavljal dele sestavljanke, to počne še naprej in tako Iranu ne dovoljuje, da bi narekoval, kako se bodo stvari odvijale v Libanonu. In kot je rekel predsednik, če poznate retoriko, ki jo je uporabil predsednik, da če bi mu predsednik vlade nasprotoval, tega ne bi storil. In kot je danes povedal podpredsednik, včasih bodo nesoglasja. Na koncu bodo trenutki situacije, ko bo Izrael moral skrbeti za izraelski interes, Amerika pa za ameriški interes. In to je v bistvu tisto, kar smo videli tukaj v zadnjih nekaj dneh. Ja, po drugi strani pa mislim, da se v Izraelu bližajo volitve, ki so za Netanjahuja veliko pomembnejše kot vmesne volitve za Donalda Trumpa. Navsezadnje tu v Izraelu kandidira in to povzroča veliko političnih glavobolov, vsaj za Netanjahuja. Ljudje pravijo, njegovi nasprotniki pravijo, da ga, vodi predsednik Trump in da je Izrael izgubil svojo suverenost. Kaj menite o tem, posebej za Netanjahuja? No, to je velika težava. Do konca oktobra bomo imeli volitve tukaj v Izraelu. In vse, kar zdaj počne, je pomembno zaradi volitev in politike. Lahko vam povem, pravkar sem prišel z šive enega od vojakov, ki je bil ubit pretekli konec tedna. In to samo po sebi vpliva. Vsak dan umre še en vojak. To vpliva. Vsak dan, ni videti konca tej vojni. To vpliva. In še začeli nismo razpravljati o notranjih vprašanjih, ki resno vplivajo na splošno javnost tukaj v Izraelu. Tako je, za predsednika vlade to najzahtevnejše lovljenje ravnotežja v njegovi karieri. Se mora usklajevati notranje vprašanja, mora usklajevati varnost, mora usklajevati odnos s predsednikom in poskrbeti mora, da se izraelsko gospodarstvo in izraelska varnost počasi obnovita po 2,5 letih vojne. Torej bo to zanj ključno obdobje. In stvari mora voditi zelo previdno. Je mojster taktike. Nasplošno ve, kaj počne, ko gre za politične taktike. In morali bomo videti, kot veste, kako se bo čas razvijal in ko se bomo dejansko približevali uradni razglasitvi volitev, ali mu bodo te stvari pomagale ali škodile, ko se bomo približevali temu, da bodo Izraelci šli na volišča. In če to prenesemo še bolj specifično na vprašanje Libanona,
Veste, predsednik vsaj vpliva na predsednika vlade Netanjahuja, da ne razširi ukrepov proti Hezbolahu v Libanonu. In to povzroča Netanjahuju veliko težav z njegovimi zvestimi podporniki na severu, še posebej, ker so bili ti ljudje skozi leta zelo naklonjeni Netanjahuju. Ampak zdaj vidimo, da ankete tam niso ugodne za Netanjahuja. Torej, mislite, da bi moral narediti ta korak, celo kljubovati predsedniku Trumpu in ne poslušati njegovih nasvetov ter napasti Hezbolah kljub vplivu predsednika Trumpa? Bodimo jasni, ni tako, da predsednik vlade ni ukazal IDF, da gre globlje in dlje v Libanon ter izvede dodatne ukrepe na terenu. To je počel, to so počeli tiho. To počnejo že nekaj časa in s tem bo nadaljeval. In kar bodo naredili je, da bodo tako rekoč puščali informacije v medije in javnost, kot bodo potrebovali glede na volitve in kako stvari izgledajo v anketah. Tako da, če jim to koristi, če jih to prikaže v dobri luči pred volitvami, bo o tem več razprav in več slik o tem, kaj se dogaja v Libanonu. In če jim ne koristi, bodo poskušali to prikriti. To je pač osnove politike, to ni, veste, to je kampanja, to sploh ni povezano z varnostjo ali ne. Gre preprosto za politiko, ki je tukaj v igri. Ampak bomo videli. Sčasoma bomo videli, ali se bo poudarek preusmeril na varnost ali na notranje vprašanja. Močno sumim, da bo glavno vprašanje politike, glavno vprašanje volitev bolj notranje kot varnostno. Torej, morda se bo Netanjahu, ki se rad imenuje gospod za varnost, osredotočil na varnost. Vendar pa sumim, da bodo tokrat glavna vprašanja notranja. V redu. Jonatan Javor, mednarodni politični svetovalec in tudi nekdanji višji svetovalec nekdanjega ministra Gideona Sarja. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Hvala.